Dober dan, kolega Markeš. Že lep pozdrav. Na dnevnem redu imamo danes vpis na univerze. Morali bi že biti objavljeni razpisi, pa niso bili. Niso pa bili zato, ker vlada tega predloga, ki je prišlo z Ministrstva za izobraževanje in tako naprej, ni potrdila. Kakšne resnejše razlage jaz sicer nisem videl, razen nekih zelo površnih ocen predsednika vlade, da je treba bolj prisluhniti potrebam gospodarstva. Vidva sva ravno zadosti stara, da se spomniva začetka 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je bilo to geslo, da je treba prisluhniti potrebam gospodarstva, zapakirano v zelo uničujočo reformo srednjih šol. Ta reforma se je pa imenovala reforma usmerjenega izobraževanja. Zdaj nam tole usmerjeno izobraževanje se seli v visokošolski sektor. Dajva reči, kako ti gledaš na idejo vlade, da bo ona odločala, potrjevala razmerja, kaj potrebuje oziroma kako naj deluje v prihodnosti univerzitetni sistem. Zdaj, ko si segel tako daleč nazaj v spomin, bi mogoče to lahko združila tudi s tako imenovanimi skupnimi jedri, ali pa za ideologijo skupnih jeder. Se pravi, če je takrat bila skupna postavka nek enotni kulturni prostor, v tem primeru bi bila eventualno skupna postavka pač ideologija ekonomije kot skupni prostor. Se pravi, delanje neke skupne ideološke podlage, na podlagi katerega bi delovala družba. Ampak to je v bistvu že razmislek, ki bi verjetno segal bi letel precej nad glavo zdajšnjega predsednika vlade. Jaz mislim, da je treba take zelo rokovnjaške in enostavne razloge postaviti pred vse druge in bolj slediti tej liniji argumentacije ali pa postopkov, kot jih poznamo že v zdravstvu. Se pravi, mislim, da tu velja slediti novinarskemu pravilu sledi denarju. V takih primerih se mi zdi, da gre tukaj za kombinacijo zelo specifičnih interesov, pomoči oblasti in denarju na eni strani, seveda pa verjetno tudi Janševa zamera do vsega intelektualnega, do nečesa, kar on pač ne zmore ali pa kar misli, da ga ogroža. Tretji vidik, ki je pa še tudi zadosti pomemben, se mi zdi pa, da na ta način v bistvu stalno tudi poskuša drugim ločenim vejam oblasti, v tem primeru mogoče ne toliko oblasti, ampak avtonomnih sfer, pokazati, kdo je tukaj cesar, kdo je edini, ki more, sme in hoče pač usmerjati slovensko družbo, strategijo in tako naprej. To so trije vidiki, ki se mi zdi, da so tukaj pomešani. V ozadju je ta ideja, gre za proračunski denar, ki ga uporablja univerza, in ker gre za proračunski denar, bo vlada odločila o tem, kako se bo ta proračunski denar, ki je sicer namenjen univerzitetnemu študiju, delil. Vlada pa bo zaradi tega tudi določila razmerja med inženirskimi, družboslovnimi, humanističnimi, umetniškimi, medicinskimi etc. smermi. Jaz sem opazil zanimivo manipulacijo predsednika vlade. On je preračunal, da 39% denarja oziroma 39% vpisov je na umetniške, humanistične ali družboslovne smeri, medtem ko je na inženirske kakšna tretjina. Iz tega navedka, da 39% odpade na umetnike in ostale, zgleda, kot da v Sloveniji izobražujemo
zelo veliko količino umetnikov in 40% jih v resnici ne rabimo. V tem razrezu je pa zamolčan podatek, da v kategorijo družboslovcev sodijo tudi pravniki, ekonomisti in konec koncev celo obramboslovci, ker je profesija našega predsednika vlade. In pač sem prepričan, da ob spodobnih in dobrih inženirjih ta država potrebuje tudi dobre pravnike, ki bodo sposobni parirati zelo dobro usposobljenim pravnikom med pisanjem pogodb. Če smo pa pri gospodarstvu, za potrebe gospodarstva, ki se bo pogajalo z mednarodnimi partnerji, bo prav tako treba znati postaviti in sestaviti dobre pogodbe. Ja, v tej pravzaprav liniji argumentacije je več protislovij, nekatere so celo zabavne. Mislim, na vsak način je zabavni del bi bil pač ta, da on poskuša ukinjati branžo, iz katere je sam prišel, če tako rečem. To je približno tako, kot zavzel ideologijo, da bivši komunisti ne smejo upravljati naše države, on kot bivši komunist je pa iz tega izvzet. Se pravi, on, ki prihaja iz obrambnih študijev, kar bi v tem primeru sodilo v družboslovje, pač bi moral ukiniti samega sebe. Pač neka zabavna zgodba v zvezi s tem. Ampak tisto, kar se mi zdi bolj pomembno, mislim, to je pomembno, kar se mi zdi pa še bolj pomembno, je pa pač samo dejstvo, ki si na začetku govoril o davkoplačevalskem denarju in vlada reže. Vlada nič ne reže, vlada izvršuje sklepe parlamenta in parlament je tisti, ki govori o proračunu in sprejema proračune. Jaz ne vem, da bi ustavo med tem spremenili. Se pravi, predsednik vlade stalno v bistvu poskuša pokazati, da je on nad ustavo in da je on nad ločenimi vejami oblastmi. Zaenkrat velja, da je parlament ločena veja oblasti. In on znova se obnaša, kot da je pač on nek podaljšek Avstro-Ogrske monarhije, ki se je ob osamosvojitvi pač preimenovala v slovensko monarhijo, v kateri mesto cesarja pripada njemu osebno. Mislim, tukaj je en kup nelogičnosti, zato se mi zdi, da če se ujamemo v linijo argumentacij, zgrešimo poanto, ker pri tem političnem liku argumenti pač ne prijemljajo, beseda ne zavezuje, argumenti ne prijemljajo in logika ne sledi sami sebi. Se pravi, moramo poiskati neko drugo povezavo in se mi zdi, da je najbolj temeljna pač ta, ki je pač ustrezna tudi njegovemu intelektualnemu potencialu, da sledimo denarju, in pa verjetno lobijem, ki ga v njegovem, ko ne rečem, svetovalnem ozadju poganjajo. In pri šolstvu bi to lahko bilo, tako kot je pri zdravstvu, demontaža javnega zdravstva, demontaža javnega šolstva bi šla pač lahko na roko v vsej zmešnjavi na koncu nekim zasebnim pobudam, ki bi eventualno iz tega izvlekle korist. Se mi zdi, da je to zelo verjeten in možen argument. Vse drugo pa ne vem, če je vredno razprave. Mislim, na vsak način je potrebno razprave, ne vem pa, če je vredno argumenta, ker mislim, ne vem, kam pa sodi ekonomija po njegovem, pa ekonomisti, kam sodi po njegovi razpredelnici. Sodijo med inženirje? So to inženirji? Ne, v razpredelnici, ki sem jaz prej citiral, seveda ekonomija sodi pod družboslovje. Pravniki, na primer, ne? Sodijo v družboslovje. Torej, a zdaj se bo on sprl z celotno skupnostjo pravnikov, ki v bistvu postavljajo okvir te države? Tako ali pa drugače. Recimo. Ampak greva nazaj. Ti si nekaj dni nazaj v temi dneva omenjal ustavno načelo avtonomije univerze. V tem poskusu je ustavno načelo avtonomije univerze močno poškodovano. Iz dveh smeri je poškodovano. Se pravi, na vsak način on posega zdaj pa ne vem, mislim, da 59. člen ustave, v katerem zagotavlja pač
da univerze in tako naprej same določajo svoje programe oziroma programe vednosti, državne univerze govorimo, ne. In pa tudi v zakonu o visokem šolstvu je jasno opredeljeno, da tam on nima kaj početi, ne. Se pravi, on je tukaj lahko kvečjemu v vlogi angleške kraljice, katere naloga je pač, da podpiše, tako kot predsednik države, da pač podpiše tisto, kar je treba podpisati, potem, ko so bili izčrpani pravilni postopki in zagotovljene pravilne avtonomije. To je jasno, on pač z državo poskuša početi to, kar počne tudi s svojo vlado. Ne vem, če se je on kaj pogovarjal z ministrico za šolstvo o tem, kar počne. Ministrica si je zdaj prislužila interpelacijo, zelo težko bo prišla zdaj pred sceno in rekla, jaz pri tem nimam nič, če je pa šolska ministrica. In gre pa tudi, ne vem, Ustavno sodišče je tudi pred časom presojalo nekaj v zvezi z razmerjem med univerzo, mislim, med državno univerzo in pa med drugimi univerzami, ki bi se rade urinile v to skupnost, ne. In je, če se prav spomnim, poudarilo tudi avtonomijo univerze, in univerz, da same regulirajo svojo skupnost in svoje znanstvene oziroma kakovostne kriterije kvalitete, ne. In to je zmotilo določene lobije, ne, določene protagoniste zasebnega šolstva, ki pa so po nekem čudnem naključju v bližini njegovega svetovalstva. Si lahko bolj ekspliciten? Ja, ne vem, vse te zasebne, lahko gremo zdaj čez te zasebne pobude, če fakultete, tisto univerza, ne vem, ki poskušaj me spomniti, kako se imenuje tista univerza, ki je... Nova univerza. Nova univerza, ne, in te spore poznamo, ne. Zdaj, na prvo roko pokazati, brez da bi pogledali celoten scenosled dogodkov, je zdajle težko, ampak mislim, da nismo daleč od ognja, če vidimo ta dim, ne. Dobro, zakaj, ne? Zakaj se je pa to zgodilo? Rekel si, sledi denarju. Sledi denarju, seveda, ne, ker, a veš, kako naj rečem, ne, v tej branži se pač obrača toliko in toliko denarja, ne, in ta argument, da je treba šolstvo pač podrediti interesom gospodarstva, je zelo prikladna mantra, ne, ki ima lahko tudi nekaj soli, ampak v nobenem primeru pa ne more poškodovati avtonomije znanosti, ne. Saj znanosti ne moreš ti naročati, kako naj ona raziskuje, zato da bo nekoč rodila uporabne rezultate, ne. To se pravi, to je samo po sebi popolnoma na dlani in to je v bistvu tako primitivna in enostavna argumentacija, da je včasih človeka sploh sram, da se je o tem potrebno pogovarjati. Ampak tisto, kar me v tej zadevi pa zmoti, je pa to, ne, da se vsi avtonomni sistemi, vključno z univerzo, vključno z SAZU in tako naprej, tudi kulture in tako naprej, vedno postavljajo v bran v trenutku, ko so neposredno ogrožene, ne. Se pravi, celotna družbena situacija, ki bi v določenih trenutkih potrebovala pa tudi neke avtonomne premisleke, pa kakor da ni predmet raziskovanja, kakor da so se te akademske skupnosti zaprle samo v nek svoj vrt, v nek svoj, za neko svojo ograjo in seveda te ograje predsednik vlade izredno dobro zna izkoristiti, zaradi tega, ker on svet vedno pavšalizira. On vedno svet jemlje kot eno enoto, v katerem postaviš pač en princip in enega vladarja, ne. In navidezna avtonomija ljudi se na koncu vrne kot huda oblika odvisnosti od odločevalca, ki reže kruh, ki reže denarne pogače, ne. Jaz mislim, da bi tudi univerza ali univerze morale včasih imeti majhen bolj odločen besednjak pri stvarih, ki zadevajo njo samo in postavljati nekatere stvari v okvir. Če celotna vednost v Sloveniji vendarle premore nekaj, mislim, ogromno znanja, če smo se čisto jasni, ogromno znanja premore, ne, se pa vendarle mora včasih obnašati manj oportunistično in takrat, ko je treba zaostriti pozicije in zahteve do te svoje avtonomije, reagirati zadosti zgodaj, ne. Se pravi,
Janša pač že deluje tako kot predsednik in kot osebnost, da si upa samo tam, kjer čuti šibkost. Sicer si on ne upa, on ni junak, on je samo predrznež. Ne? In še en pomemben vidik je, ki sicer menj, ne? Ampak če se pravi, mislim, da je bil Washington Post ali kdo že za Trumpa delal neko analizo, kolikokrat na dan se je zlagal. In so ugotovili tako, v nekaj tisoč, 10.000 celo primerkov, da se je v svojem mandatu zlagal, zavajal in podobne stvari, ne? In pri našem predsedniku vlade lahko podobno ugotovimo nek vzorec ali pa ga določimo nek vzorec, po katerem ne vem, če mine teden, da ne sproži nekega takega potresa ali pa škandala, ki v bistvu urejeni svet postavlja na glavo. In to tako rekoč vsak teden. Kot bi zavestno ustvarjal neka psihotična stanja, v katerem državljanski mir ali pa družbeni mir ni mogoč. Ne? In to je nek vzporedni vidik, ki ga je treba pač v katerem se je mogoče treba pogovarjati zelo previdno, mogoče zelo z neko zadržanostjo, ampak ne vem, včasih bi bilo dobro na nacionalni ravni se vprašati, a ne gre tukaj mogoče za kakšne druge težave, zdravstvene narave pri ljudeh, ki upravljajo. Državljani imamo pravico vedeti, ali je naša država upravljana umno, potem, ko vse kaže, da je upravljana neumno, ne? Da ni v nekih razumskih gabaritih, ampak v nekih iracionalnih gabaritih. Ne rečem zdaj, v kakšnem razmerju so vsa ta politična taktika, predrznost ali vsi ti vidiki mešajo, ampak mislim, da so to veljavna vprašanja, v katerih bi se javnost tudi morala kdaj pa kdaj postaviti ogledalo. Ne? Dobro, z vprašanjem končujeva današnjo razpravo. Naslednji teden se vračava. Hvala lepa. Drži, srečno.